Spoštovane gospe in gospodje, v skladu z zakonom sta mi danes ministrica za obrambo in načelnik generalštaba predstavila poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2015. Glede na predstavljeno poročilo sem kot vrhovni poveljnik obrambnih sil že tretje leto zapored dolžan javnosti sporočiti, da je Slovenska vojska na najnižji ravni sposobnosti delovanja. V poročilu je pripravljenost za delovanje v miru ocenjena s povprečno oceno zadostno. Povprečna ocena za pripravljenost za delovanje v krizi ali v vojni je ocenjena za nezadostno. Dejavniki za oceno so popolnjenost enot s kadri in opremo, stanje opreme in njena razpoložljivost ter možen obseg usposabljanja. Glede tega je primerno v današnji predstavitvi poročila z moje strani poudariti sledeče. Slovenska vojska se je v letu 2015 zmanjšala za dodatnih 540 pripadnikov. Tako je popolnjenost stalne sestave glede na dolgoročni program 88%. Popolnjenost s pogodbeno rezervo pa le 36%. Od načrtovanih vaj sta bili izvedeni le 2/3. Število izstreljenih nabojev na vojaka se je tudi prejšnje leto, v letu 2015, ponovno znižalo. Sedaj predstavlja le petino zahtevanega. Le število dni na terenskih vajah je bilo v letu 2015 povečano. Več kot tretjina vozil ima pretečeno življenjsko dobo. Lansko leto je bilo sicer takšnih vozil kar polovica. Toda odstotek je v letošnjem letu boljši zaradi izločanja iz uporabe in ne zaradi potrebnega nadomeščanja z novimi. Razpoložljivost vojaške tehnike se je zmanjšala za dodatnih 5%, glede na lansko leto, še zlasti kritično je stanje na področju helikopterov. V poročilu ni zajetega pokazatelja sposobnosti vojaške opreme, sodobnosti in sposobnosti vojaške opreme in oborožitve. Morda bi bilo koristno, če bi tak kazalec imeli v prihodnjem poročilu za naslednje leto. Ocena stanja kot kritično izpostavlja tudi zaloge opreme, stanje infrastrukture ter osebne opreme in zmožnosti zdravstvene in socialne oskrbe. Spoštovane gospe in gospodje, iz ocene stanja povsem jasno izhaja, da se je Slovenska vojska znašla v tako zaskrbljujočih razmerah, predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Ohranjanje finančnih gibanj na sedanji ravni bo že kratkoročno še dodatno znižalo pripravljenost Slovenske vojske. V tem smislu, kot predsednik republike in vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil, ponavljam potrebo po zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev, s katerimi bomo zagotovili posodobitev celotnega slovenskega varnostnega sistema in seveda tudi Slovenske vojske kot njenega vojaškega stebra. Govorim pa o posodobitvi celotnega slovenskega varnostnega sistema. Ob tem se zavedam, poudarjam, ob tem se zavedam, da več denarja za varnost ne pomeni avtomatično tudi več varnosti same. Zaradi omejenih razpoložljivih proračunskih sredstev naše države na eni strani in zaradi spremenjenih in nepredvidljivih varnostnih okoliščin v mednarodni skupnosti na drugi strani, smo se znašli v položaju, ko moramo, po mojem mnenju, v relativno kratkem času
doseči potrebno politično soglasje o povečanih izdatkih za varnost. Predtem pa mora stroka jasno opredeliti prednostne potrebe, tako da bo vsak evro v varnost investiran premišljeno in v skladu z sodobnimi možnostmi in potrebami. Spoštovane gospe in gospodje, seveda obstaja tudi veder obraz Slovenske vojske. To so predvsem njene pripadnice in pripadniki. Kot sem dejal pred dnevi v Kopru na Postroju, lahko samo občudujemo njihovo pripadnost, profesionalnost in predanost. K temu moram dodati tudi visoko motiviranost pri usposabljanju, pri izvajanju nalog in to tako v domačem kot zlasti v mednarodnem okolju, pri podpori policiji ali sistemu zaščite in reševanja. Poudariti moram, da so vojakinje in vojaki, častnice in častniki svoje naloge v letu 2015 opravili za odliko. V 11 mednarodnih operacijah je v letu 2015 na dan delovalo skoraj 400 pripadnikov Slovenske vojske, ki so prispevali k miru in stabilnosti v svetu. V podporo zaščiti in reševanju ter policiji v migrantski krizi je bilo vključenih nad 4000 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. Njeni helikopterji so v reševalnih nalogah upravili 44% več ur kot preteklo leto. Vendar ne pozabimo, Slovenska vojska ni pomožna policija, tudi ni pomožna civilna zaščita. Njena ključna naloga je obramba domovine in sodelovanje z zavezniki. Zato je nujno ohranjati njen bojni značaj, za kar pa potrebuje višjo raven popolnjevanja, sodobnejšo opremo, boljše usposabljanje in vso opremo za posameznika ter zaloge za enoto. Spoštovane gospe in gospodje, ne vemo, ali bo finančni in begunski krizi v Evropski uniji sledila tudi varnostna. Čeprav ima Evropska unija institucionalne in praktične podlage in izvedbe za skupno varnostno politiko, se moramo seveda kot članica Evropske unije dobro zavedati omejitev teh pravnih podlag in praktičnih izvedb te enotne ali skupne varnostne politike. In zavedati se moramo naše lastne nacionalne odgovornosti za zagotovitev varnosti. Pri tem, ko govorimo o nacionalni varnosti, vztrajam pri oceni, ki sem jo že dal, tako tukaj pred vami, na eni od podobnih tiskovnih konferenc, kot v mojem govoru v Državnem zboru o migrantski krizi novembra lani. Namreč, vztrajam pri oceni, da je v najširšem smislu varnosti za slovensko prihodnost najbolj pomembno okrevanje slovenskega gospodarstva in dvig življenjskega standarda ljudi. Torej, ko govorimo o varnosti v najširšem smislu besede, vztrajam, ne glede na spremenjene okoliščine, pri oceni, da je za slovensko sedanjost in prihodnost najbolj pomembno okrevanje slovenskega gospodarstva in dvig standarda ljudi. Zavedam pa se, in to je spremenjena okoliščina v zadnjih letih, zavedam pa se, da je v sedanjem času varnost v neposrednem smislu te besede manj samoumevna in bolj ranljiva, kot je bila pred časom, in da to od nas terja primerno ukrepanje. V tem smislu prosim ministrico za obrambo, da čim prej s poročilom seznani Vlado Republike Slovenije in pristojni odbor v Državnem zboru. Kot predsednik Republike in vrhovni poveljnik sem pripravljen v skladu z mojimi ustavnimi dolžnostmi, pa tudi po svoji vesti, storiti največ, kar je v moji moči, da bi se, kot rečeno, v najkrajšem času oblikovalo potrebno politično soglasje, podprto s potrebnimi strokovnimi ocenami, za
potrebne finančne izdatke za okrepitev varnosti in za posodobitev slovenskega varnostnega sistema, vključujoč Slovensko vojsko. Slovenija je varna država, ni samoumevno, da taka ostane, če zato v to varnost ne bomo primerno vlagali. Zlasti in ko bomo ocenili, tak je zdaj ta čas, da je ta neposredna ogroženost varnosti večja, kot je bila pred časom. Zdaj bom prosil ministrico za obrambo, da predstavi njen referat glede pripravljenosti, potem pa tudi načelnika generalštaba. Prosim, gospa ministrica. Spoštovani predsednik in vrhovni poveljnik, spoštovane gospe in gospodje. Pridružila bi se oceni vrhovnega poveljnika, da so pripadnice in pripadniki Slovenske vojske glede na dane okoliščine, glede na stanje, ki se vleče že iz preteklih let, svoje naloge v letu 2015 opravili z odliko. Danes bi rada vseeno podala nekaj pozitivnih informacij, ne samo to, kar je bilo ugotovljeno. Res je, obrambni izdatki Republike Slovenije so se od leta 2010 do 2015 v nominalnem obsegu zmanjšali iz 583 milijonov evrov na 369 milijonov evrov, kar predstavlja zmanjšanje za 214 milijonov evrov oziroma 37%. In obstoječe stanje glede vzdrževanja opreme v Slovenski vojski, glede modernizacije kaže na trend padanja izdatkov, je posledica tega. Vseeno pa je vlada uspela doseči dokončno ustavitev trenda občutnega zmanjševanja sredstev in sprejetje nov srednjeročni obrambni program, za katerega pa sama, kot sem že povedala, menim, da ga bo potrebno spremeniti in mi imamo odgovor na to, ukolikor bo v slovenski javnosti, v politiki, pa verjamem, da mora biti dosežen konsens, da se varnosti nameni več sredstev. Če se samo dotaknem posameznih segmentov. Glede kadrov, res je, imamo manjše število na koncu leta 2015 kot 2014, ampak vseeno smo v letu 2015 zaposlili dodatno 265 pripadnikov, v letu 2014 zgolj 141. Najedamo pa enak kadrovski bazen kot tudi slovenska policija. Glede usposabljanja, Slovenska vojska je zadržala enak obseg realizacije izvedenih vaj kot v preteklem letu, povečalo se je število terenskega usposabljanja, število odstreljenih nabojev se je žal zmanjšalo, je pa potrebno povedati, da smo na koncu od oktobra do decembra v bistvu bili v večji meri angažirani v podporo begunski in migrantski krizi. Glede modernizacije. Večletni zastoj modernizacije negativno vpliva na izgradnjo deklariranih zmogljivosti, ampak kljub temu smo v letu 2015 uspeli izvesti določene projekte. Nadgradnje transportnih helikopterjev Cougar, prevzeli smo načrtovani del osebne skovinske opreme, voda za uničevanje eksplozivnih sredstev, nabavili smo najnujnejšo informacijsko in telekomunikacijsko opremo, izvedli smo usposabljanje pilotov, letalskih tehnikov, kabinskega osebja, načrtovalcev operacij, nabavili smo določene artikle bojne uniforme, bojne obroke, vitaminsko-mineralne napitke, posodobili smo v določenem delu vozni park osebnih kombiniranih vozil, nabavili določeno strelivo in izvedli določene nabave infrastrukturo. Kar bi pa posebej poudarila pa je to, da smo v letu 2015 in v letu 2016 pripravili potrebne projekte, izvedli določena javna naročila, sklenili okvirne sporazume, tako da, ko bomo dobili primerna sredstva, bomo lahko opremo tudi že nabavili. Kar se tiče mednarodnih operacij in misij, sama bi pohvalila, ker je bilo ne glede na angažiranje v reševanju migrantske in begunske krize, v načrtovanem obsegu izvedene vse mednarodne operacije in misije in pri tem bi posebej izpostavila uspešno misijo EU NAVFOR Mediteran Sofia. Mislim, da glede samega sodelovanja Slovenske vojske v reševanju begunske in migrantske krize ni potrebno posebej omenjati, vendar menim, da so kljub vsem, kar so pomanjkljivosti zaradi modernizacije, zaradi primanjkljaja finančnih sredstev, to nalogo prav tako odlično opravili. Izpostavila bi pa na koncu samo nekaj temeljnih dosežkov. Slovenska vojska
je zagotovila prispevke v NATO-ve odzivne sile, ščeto vojaške policije ter pripravo odzivnih sil za NRF za 2016. Vzdrževala je obseg pripadnikov Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah, sodelovala v novi misiji, pomagala pri civilni zaščiti pri zagotavljanju logistične podpore, podpirala policijo pri širšem varovanju državne meje, nadaljevala z aktivnostmi z izgradnjo zmogljivosti 2. bataljonske bojne skupine in zmogljivosti RKB o bataljonske ravni, sodelovala na 58 vojaških vajah, od tega 38 mednarodnih, v kar je bilo vključeno 2350 pripadnikov Slovenske vojske. Aktivno je sodelovala v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvedli smo kar 229 reševalnih akcij, akreditirali in aktivirali smo NATO center odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah, ustanovili smo nacionalno šolo usmerjevalcev združenega ognja, ki bo v letošnjem letu predvidoma prerasla v mednarodno regionalno šolo, in pridružili smo se regionalni pobudi Balkanska medicinska namenska enota. Pripravljamo oziroma v zaključni fazi pred objavo v javnosti imamo tudi nov zakon o obrambi, pripravljajo se spremembe in dopolnitve zakona o službi Slovenski vojski ter poteka tudi strateški pregled obrambe. Menim, da vsi ti dokumenti bodo v določeni meri tudi dali neke določene podatke, kaj je potrebno spremeniti v širšem varnostnem sistemu, predvsem pa tudi v strateških dokumentih. Toliko za uvod. Hvala. Hvala, ministrica, načelnik. Spoštovani predstavniki medijev, danes sem izvedel redno letno poročanje predsednika Obrambnih sil Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju. Poročanje sem izvedel v skladu z metodologijo poročanja. V poročilu so bili poleg prikazanega dejanskega stanja tudi nakazani izzivi, ki jih Slovenska vojska ne more premagati brez dodatnih finančnih virov, te pa seveda tudi vi, medije, poznate in tudi od njih poročate. Slovenska vojska je v letu 2015 opravila naloge, ki so bile od nje zahtevane. Preko 400 pripadnikov Slovenske vojske dnevno deluje v mednarodnih operacijah in misijah. Vstopili smo tudi v novo vojaško operacijo EU NAVFOR SOPHIA. Izvedli smo vrsto domačih in mednarodnih vojaških vaj in usposabljanj. Na področju izgradnje zmogljivosti so enote dosegle končne operativne zmogljivosti. Vzpostavili smo tudi NATO center odličnosti za gorsko bojevanje. Že nekaj mesecev aktivno podpiramo policijo in civilno zaščito pri reševanju migrantske problematike, Slovenska vojska pa je obdržala tudi visok ugled v javnosti. Da Slovenska vojska lahko tako ob izredno nizkem vojaškem proračunu omenjene naloge opravila v letu 2015, je bilo to mogoče le ob skrajno racionalnem obnašanju, pri tem smo morali zaradi finančnih omejitev in angažiranja pri podpori policije in drugih državnih organov korigirati tudi naše prioritete. Zaradi česar smo zmanjšali tudi obseg usposabljanja, ki je temeljna naloga Slovenske vojske v miru. Zaradi premajhnega vlaganja je oprema vse starejša in potrebna za menjave. Podobno je stanje na vojaški infrastrukturi, ki potrebuje vse več vzdrževalnih del. Dejstvo pa je, da ob sedanji dinamiki proračuna in načrtovanje dinamiki za prihodnja leta Slovenska vojska ne bo mogla več vzdrževati takšnega operativnega tempa. Slovenska vojska se nahaja na pragu kritične stabilnosti, ki je povezana z razvojem in vzdrževanjem osrednje stopnje operativnosti vojaške opreme in oborožitve. Zahvaljujem se tudi vrhovnemu poveljniku Obrambnih sil Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju in ministrici za obrambo gospe Andreji Katič pri izkazani podpori, da se Slovenski vojski v prihodnje zagotovi več finančnih sredstev za njeno delovanje. Hvala. Spoštovane gospe in gospodje, tako z ministrico kot z načelnikom smo vam pripravljeni odgovarjati na vaša vprašanja. Prosim, kdo želi prvi postaviti vprašanje? Prosim. Blaž Jarc, Planet TV. Meni bi pa zanimalo v luči tega, ko ste predsednik že govorili o tem, da bi lahko prišlo, da smo v času, kjer se lahko bojimo tudi kakšne varnostne krize. Kaj ta trenutek Slovenska vojska na tem področju že počne, če je v tako hudem stanju, oziroma na kaj je pripravljena, če se to stanje kakorkoli stopnjuje na slabše?
V tem smislu bi vas rad spomnil na tisti del mojega uvodnega nastopa, ko sem poudaril potrebo po posodobitvi celotnega nacionalnega varnostnega sistema in seveda Slovenske vojske kot njenega vojaškega stebra. Govorim o potrebi po posodobitvi celotnega nacionalnega varnostnega sistema. Da je temu tako, ne priča samo dejstvo o zdaj že 7-8-letnem trendu zniževanja finančnih sredstev za vojsko. Sicer je v zadnjem letu vlada poskrbela, da se je to vsaj na statistični ravni padanje zaustavilo, ampak nas k diskusiji o tem navajajo zlasti nekateri novi pojavi varnostnega ogrožanja, ki niso pojavi klasičnega vojaškega ogrožanja države, kot bi bila vojna napoved ali vojna grožnja kakšne druge države ali skupine držav. Tukaj imam v mislih predvsem terorizem in podobne vire ogrožanja. In tudi ne mislim samo na klasični terorizem, ampak na sodobne pojave, vključno s spletnim. In moje vprašanje v današnjem razgovoru in v razgovoru tako z odgovornimi v sistemu nacionalne varnosti, tukaj mislim na vojsko, policijo, obe obveščevalni službi, civilno zaščito in vse druge institucije, ki skrbijo na vrhu z mano za varnost države, sem prosil za oceno, ali sedanja oprema, usposobljenost, filozofija ravnanja ustrezata novim grožnjam, ki so danes očitne v mednarodnem okolju. In tako kot morda tudi kakšne druge, veliko bolj tradicionalno oborožene in izurjene države od naše niso na ravni, kot jo pričakuje javnost, tako se mi zdi, da tudi v Sloveniji ne smemo čakati na nek strašen dogodek, ki nas bo spomnil, da živimo v varnostno bolj izpostavljenem svetu. Morda si v politiki lahko privoščimo kakšno drugo zmoto, nihče ni imun pred njimi, ampak najprej in najbolj, kar vse državljanke in državljani pričakujejo od svoje države, je, da jim ta, kolikor je to mogoče, zagotovi varnost. Jaz sem danes v pogovoru večkrat rekel, to bosta brško ne v nadaljevanju spomnila oba, tako ministrica kot načelnik. Če bi ljudje v primeru nekega varnostnega ogrožanja ali celo varnostnega incidenta ocenili, da ga bi bilo mogoče s pristojnostmi, ki jih imamo in silami, ki jih imamo, preprečiti, bi dramatično znižalo zaupanje javnosti v institucije države, zlasti v varnostne institucije. In to bi potem lahko zamajalo veliko bolj, kot si mislimo, celoten družbeni sistem. Slovenija je varna država, ampak varna država je iz cele vrste razlogov. In mi moramo ugotoviti identiteto teh razlogov, jih okrepiti, hkrati pa poskrbeti, da se ne vzpostavijo nove varnostne grožnje, ki bi lahko ta mir in varnost ogrožale. In samo še zadnji stavek. Vi ste omenili prej varnostno krizo kot referenco na moj govor, da je to lahko po finančni in begunski krizi tretja. Govorim o drugačnih ogrožanjih od klasične vojaške oblike ogrožanja, govorim o novih oblikah terorizma, s katerim smo danes soočeni, in o nekaterih drugih vidikih ogrožanja, in mislim, da moramo v relativno kratkem času storiti vse, kar je v naši moči. So tudi stvari, ki so izven te moči, in to je treba vedno pošteno povedati ljudem. Da, kolikor je mogoče, usposobimo sistem varnosti in zaščite, sistem obrambe in nacionalne varnosti, da bo, kolikor je mogoče, robusten za take izzive. Ministrica? Ja, hvala. V temu bi dodala samo še to, da ko govorimo o varnosti, da moramo gledati tudi pristojnost.
Slovenske vojske, Slovenske policije, civilne zaščite, obeh obveščevalnih služb. In sklopu tega je treba narediti vse za nadgradnjo obstoječega sodelovanja. Prav reševanje oziroma sodelovanje pri reševanju begunske in migrantske krize je pokazalo, na kakšen način lahko sistemi sodelujejo med seboj. In zagotovo je v teku analiza teh dogodkov, analiza sodelovanja in neki ukrepi bodo morali temu tudi slediti. Mi delamo strateški pregled obrambe, kjer bomo se dotaknili tudi ostalih stebrov, predvidoma do konca leta bodo znani tudi rezultati, na podlagi tega bomo tudi predlagali določene spremembe. Prav tako je pred kratkim potekala NATO-va vaja kibernetske obrambe, rezultatov še ni, tudi to bo dalo določene ukrepe. Pripravljamo tudi zakon o zaščiti kritične infrastrukture ter predlagamo tudi spremenjen način kriznega upravljanja. Vse to bo glede na zadnje dogodke v letošnjem letu prioriteta delovanja Ministrstva za obrambo, pa zagotovi tudi slovenske vlade in dalo odgovore na ta postavljena vprašanja. Zagotovo pa je potrebno vlagati v varnost, to je dolgoročna naložba in zavedati se je potrebno, da ni samoumevna. Zato pa moramo vse sisteme, če pričakujemo, da bodo učinkovito delovali, tudi ohranjati v dobri pripravljenosti. Zato pa so potrebna tudi sredstva. Hvala. Načelnik, želite vi še kaj dodati? Prosim. Spoštovani mediji, pripadniki Slovenske vojske, tudi za angažiranje in podporo policiji pri reševanju migrantske problematike pomaga pri zagotavljanju varnosti Republike Slovenije. Jaz bi tukaj povedal, da smo v lanskem letu so številke prisotnosti pripadnikov na terenu dosegali tudi do 750 pripadnikov Slovenske vojske dnevno. Danes seveda s tem, ko se problematika pač ni več tako pereča, imamo približno do 180 pripadnikov Slovenske vojske dnevno angažiranih v pomoč policiji in z njimi skupaj patruljiramo pri globinskem in širšem varovanju državne meje in s tem tudi v skladu s predpisi prispevamo k zagotavljanju varnosti v Republiki Sloveniji. Prosim, naprej. Aleš Kocen, večer. Vprašanje bi imel za gospod ministrico. Veliko govorimo o potrebi po tem političnem soglasju oziroma enotni politični volji za zvišanje obrambnih izdatkov, pa me zanima, kakšen je vaš občutek, kako daleč je vlada pri tem oziroma kako blizu ste temu soglasju in kakšne so sploh zmožnosti vlade glede na omejitve oziroma zahteve, ki prihajajo na eni strani iz Evropske unije in evropskih institucij in na drugi strani z NATO. Hvala. Ja. Mi smo sprejeli pred kratkim strateški plan za 2016-2022, ki je narejen na podlagi sprejetega proračuna za 2016-2017. Zagotovo je moje osebno mnenje, da bo potrebno iti v rebalans proračuna za 2017 in v sklopu tega, ko govorimo o tej načelni podpori, se vsi člani vlade zavedamo, da je potrebno vlagati v varnost. In na podlagi tega jaz računam tudi na to, da se bo ne le policija, civilna zaščita, ampak tudi Slovenska vojska uvrstila med te stebre varnosti, katerim bo dana vsa ustrezna podpora, tudi finančna, za njihovo delovanje. Kakšni bodo pa na koncu dogovori, je pa v bistvu še prezgodaj govoriti, ampak načelna podpora pa je. Hvala. Prosim, naprej. Slovenija, mogoče, če sam tukaj nadaljujem, gospa ministrica, po vaši oceni ali pa mora biti po skupni oceni, koliko minimalno sredstev bi potrebovali v določenem kratkem obdobju, recimo leto, dve, da bi Slovenska vojska zlezla na nek spodoben nivo in bi si morda pridobila tudi oceno dobro, če lahko. No, dopolnim vaše vprašanje z tistim, ki sem ga v enakem smislu postavil pri prejšnjem pogovoru. Ocenjeno je bilo, da se stopnja pripravljenosti z leti znižuje. Moje vprašanje je bilo, koliko finančnih sredstev je potrebno približno, glede na predvidene in potrebne ukrepe, zagotoviti, da bi se stalna pripravljenost zaustavila na tej ravni, kot je, da torej ne bi več padala, in koliko dodatnih, da bi se začela stopnja pripravljenosti izboljševati. Na to vprašanje sem dobil jasen odgovor. Prosim. Ja.
Govorimo na eni strani o vzdrževanju in vlaganju obstoječe opreme, o ohranjanju zmogljivosti, zato bi potrebovali v čim krajšem možnem času okoli 45 milijonov evrov, vkolikor pa bi želeli pristopiti tudi k modernizaciji, bi pa potem to potrebovali v naslednjih letih po 50 milijonov evrov. Ampak govoriti je pa potrebno dodatnih. Govoriti pa je potrebno predvsem o tem, da je potrebno za Slovensko vojsko zagotoviti stalen vir, zaradi tega, ker so to dolgoročna načrtovanja in je težko načrtovati in tudi graditi zmogljivosti, če ne veš, kolikšen bo obseg sredstev, ki jih boš imel v tekočem oziroma prihodnjem letu na razpolago za izgradnjo zmogljivosti. Govorim o tem, da so vlade v preteklosti sprejemale rebalanse, s katerim so drastično posegale v proračune namenjene za obrambne izdatke in s tem tudi v izgradnjo zmogljivosti. Prosim. Prosim. Včeraj se je pojavil ta video, nekak grožnja, internetna grožnja Sloveniji, če lahko tako. Me najprej zanima, da zdaj pred par minutami so z policije sporočili, da so prijeli oziroma da se je sam javil 28-letnik iz Maribora, da je šlo za neko neslano šalo. Pa vendarle me zanima, ste se kakorkoli počutili ogroženega, kako ocenjujete pripravljenost Slovenije, v videu je bilo izpostavljeno, da se imamo, smatramo za najbolj varno državo, da se nam nič ne more zgoditi. Kje smo v tem trenutku glede tega soočenja s takšno grožnjo? In za vas, gospod načelnik, seveda, ali boste zdaj umaknili ukaz o dodatnem varovanju objektov in tako naprej? Tako ne rečem. Še vedno ocenjujem, da je Slovenija varna država. Pričemer, tako kot sem rekel prej, tudi zdaj ponavljam, nobena stvar na tem svetu ni popolna in absolutna, tudi varnost ne. V obsegu, ki ga zdaj zagotavlja nacionalno varnostni sistem, Slovenija zagotavlja varnost ljudi in premoženja in na osnovi informacij, ki jih imamo, Slovenija zaradi dogajanj v mednarodnem okolju ni bistveno bolj izpostavljena država. Vendar pa, kot sem dejal prej, Slovenija si ne more privoščiti tega luksuza, da bi upala na to, da se bodo stvari v mednarodnem okolju izboljšale ali umirile in v povečanje varnosti v tem občutljivem in spremenljivem trenutku ne bi vlagala več, ker preprosto ocenjujemo, da so razmere spremenjene do te mere, da tako finančno in drugo investicijo v posodobitev potrebujemo, da bi zagotovili enako mero varnosti. Tako da mislim, da, če smem reči še eno splošno oceno, v iskanju strateških odločitev države na pragu časa, v katerem živimo, še vedno velja najprej in predvsem poskrbeti za trajnejše okrevanje slovenskega gospodarstva in posledično za izboljšanje standarda ljudi, pri tem pa zaradi bolj neposrednih varnostnih groženj, kot smo jim bili priče v preteklosti, vsaj za krajši čas izdatneje investirati v posodobitev varnostnega sistema, da bi zmanjšali varnostna tveganja, ki jim je izpostavljen sodoben svet. To je naša odgovornost in to smo dolžni storiti. Ministrica? Načelnik? Ko sem bil včeraj seveda seznanjen s to informacijo na YouTubu, smo v okviru generalštaba takoj sprejeli vse potrebne ukrepe, dokler se stanje ne preveri in tudi ugotovi. Takoj sem, tako ste tudi omenili, izdal ustrezen ukaz, s katerim smo tudi povečali stopnjo varovanja, predvsem v smislu bolj natančne kontrole, povečanje števila tudi obhodov na stražarskih mestih in še dodatne druge ukrepe. Ko sem bil pa danes strani direktorja obveščevalno-varnostne službe tudi seznanjen, da je osumljenec prepoznan, seveda čakam na dopis obveščevalno-varnostne službe. Nalogo sem tudi že odredil generalštabu, da mi pripravi ustrezen akt, s katerim bom preklical akt, ki sem ga izdal včeraj, ko še niso bile znane vse okoliščine. Skratka, pomembno je, da je Slovenska ravnana vojska odločila takoj, seveda je storila vse, kar je bilo potrebno. Tako da danes bo pa tudi ta ukaz po vsej verjetnosti tudi umaknjen.
Naprej. Kakšno vprašanje? Prosim. Dve vprašanje imam, in sicer prvo za dejansko večji del ste že odgovorili glede tega, kako spraviti vojsko v red. Zdaj me vseeno zanima, ali so po vašem potrebne tudi morda kakšne kadrovske spremembe na generalštabu in kjerkoli drugje v vojski. To je ocena, ki jo mora sprejeti vlada in v njeni pristojnosti tudi odločitev v zvezi s tem. Vi se spomnite, da sem, ne da bi presojal osebnost sedanjega načelnika generalštaba, ob njegovej zamenjavi javno povedal, da sem mnenja, da je prejšnji načelnik dobro in uspešno vodil Slovensko vojsko in da zamenjava v tem smislu ni bila potrebna in da bi se bilo potrebno izogibati zamenjavam na vodstvu, na čelu generalštaba vsakič, ko se zamenja vladna koalicija. Načelnik sedanji vestno in profesionalno opravlja svoje delo. Če in ko bo vlada ocenila, da so potrebne spremembe, se bomo o njih tudi pogovorili. O njih ne odločam, sem obveščen, odločitev je v pristojnosti vlade. Prosim. Tema pa sem še vprašanje za načelnika ministrico, in sicer eno konkretno, ali drži, da je slovenska vojakinja v Bruslju pred časom Vinjena povzročila prometno nesrečo. Če drži, ali se je to prikrivalo, kaj v tem vedel vrh vojske in ali je imela vojakinja tudi že prej težave in se neke psihične težave in se je premestilo v francosko mesto Mons in pa ali ostaja na delovnem mestu, če to zdaj drži. Slovenska vojska je velika organizacija, saj šteje preko 7000 pripadnikov Slovenske vojske in prihaja tudi do negativnih primerov, ki jih stojijo pripadniki Slovenske vojske tudi v prostem času. Lahko rečem, da je pripadnica Slovenske vojske v Monsu povzročila prometno nesrečo v prostem času s svojim zasebnim vozilom. Mi smo v tem primeru, pa če tudi bila zadeva preučena, kršitev ni bila taka, da bi bila prerazporejena na drugo delovno mesto. Kajti dogodek se je zgodil v prostem času in z njenim osebnim vozilom. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa. Prosim.